Dober večer, spoštovane gostje in gosti, študentke, študenti, kolegice in kolegi. Lepo pozdravljeni na našem prvem letošnjem znanstvenem popodnevu, ki ga bo obogatil naš gost, dr. Klemen Lisjak. Dr. Lisjak je raziskovalec na Kmetijskem inštitutu Slovenije in hkrati pridružen profesor na Univerzi v Novi Gorici, kjer poučuje med drugim tudi naše študente na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo. Raziskovalno in strokovno se ukvarja s sekundarnimi metaboliti, to je z aromatiko in polifenolnimi profili grozdja in vina, kot tudi z vpeljavo modernih analitskih metod ter z novimi tehnologijami predelave grozdja. Svoje bogato znanje in izkušnje je pridobival in izpopolnjeval na mnogih priznanih mednarodnih inštitucijah in v kleteh v Italiji, Južnoafriški republiki, Novi Zelandiji, v Čilu, Franciji in Makedoniji. Ves čas je vključen tudi v praktično pomoč kletem, tako doma kot tudi v tujini. V sodelovanju s podjetjem Škrlj je razvil nov sistem stiskanja grozdja z avtomatskim in natančnim odmerjanjem enoloških sredstev v boben siskalnice že med samim stiskanjem grozdja. In za to razvojno delo je v letu 2014 prejel Puhovo nacionalno priznanje za inovacije. V zadnjih letih je Klemen koordinator vrste čezmejnih Interreg projektov, katerih cilj je celovit pristop k izboljšanju kakovosti grozdja in vina. Intenzivno sodeluje tudi z nami, s Centrom za raziskave vina na Univerzi v Novi Gorici. Nekaj svojega znanja in izkušenj nam bo danes podal v okviru svojega predavanja. Preden pa mu predam besedo, bi rada se zahvalila še projektu, ki nam je to omogočil, in sicer predavanje med drugim organizirano v okviru projekta Odkrivanje podeželske dediščine, avtohtona pridelava fermentiranih pijač za lokalno, kulturno in okoljsko trajnost, ki je financiran s strani Islandije, Liechtensteina in Norveške preko EEA in Norway Grants Fund for Regional Cooperation. Klemen, izvoli. Hvala, Melita. Lep pozdrav vsem skupaj. Tematika današnjega predavanja, naredil sem en povzetek, mogoče zadnjih 10 let, ki ni nujno na to tematiko, ampak posredno se tiče tudi na podnebne klimatske spremembe. Se pravi, se bomo sprehodili preko tehnologij oziroma kaj se je zgodilo v teh podnebnih spremembah v vinu, v grozdju in vinu, kaj verjetno še sledi in kako si lahko pomagamo, pač življenje je borba in tudi boriti se moramo proti tem podnebnim spremembam. Verjamem, da smo ta izraz že slišali mnogokrat in še ga bomo, ampak nažalost je z nami in tu. Se pravi, vsebina današnjega predavanja je nekako razdeljena na 5 sklopov. Najprej bi si pogledali podnebne spremembe, vpliv na sestavo grozdja in vina. Mogoče se dotaknili pomen rastišča, teruarja in vpliv na kakovost in posledično ostale zadeve v tehnologiji. Predelavo grozdja, predfermentativne tehnologije, fermentacijo in potem na kratko o zorenju. Vemo, da podnebne spremembe, klimatske spremembe so tukaj, da imamo globalno segrevanje, ki nas najbolj skrbi. Kakšen scenarij bomo videli, nažalost je vedno tisti rdeči zadnje napovedi, ampak poleg visokih temperatur, ki se nam obetajo, je tudi spremenjena dinamika padavin, se pravi, padavine pridejo naenkrat, pridejo v velikem številu ali pa en vikend lahko dobimo tudi 100 litrov, 150 litrov, kar včasih tega poleti nismo poznali in to posledično vpliva potem na grozdje. Zadnjih 30 let, če pogledamo recimo postajo Bilje, neke statistike, vidimo temperature povprečne naraščajo. Kar nas najbolj skrbi pa je število vročih dni, se pravi število dni nad 30 stopinj, ko doseže maksimalna temperatura, narašča. Če smo imeli v 90 letih do 2000 okrog 30 dni, imamo zdaj čez 50 dni, ko pridejo te maksimalne temperature 30 ali pa še več nad 35 stopinj. In to je najbolj nov izziv v vinogradništvu, kako se boriti proti tem visokim ekstremnim temperaturam, ki negativno vplivajo na
na sestavo grozdja. Imeli smo več projektov, mogoče kot zanimivost, tudi odprt dostop je portal aquavitis.eu, kjer imate dostop do tukaj regijskih meteoroloških postaj. Za nas zanimivo tukaj Bilje, Potoče, Slap, Godnje, Zgonik, lahko tudi čez mejo. Se pravi, pogledamo lahko malo statistiko, kaj se dogaja in trenutno, koliko recimo je bilo dežja včeraj ali pa kakorkoli, hiter dostop. Kliknete recimo Bilje, se vam odpre in tukaj imate ta timeline, ko si izberete od kdaj do kdaj želite pogledati različne meteorološke parametre, ki se vam tukaj izpisajo, spodaj potem pa so grafi. Tako kot zanimivost, da obstajajo orodja ali pa portal, ki nam pomaga videti, kakšna je situacija. Zanimivo je tudi, če kliknete na letna poročila, boste dobili 1. novembra, se kreirajo avtomatsko različni parametri, se pravi število vročih dni versus prejšnji letnik za postaje Bilje, Potoče, Slap, število zelo vročih dni, recimo 22 smo imeli v Slapu čez 12 zelo vročih dni, to je nad 35 stopinj. Spodaj pa imate vse druge indekse, se pravi Haglinov, Winklerjev, aktivne ure in tudi procent povečanja ali pa zmanjševanja glede na lanski letnik. Tako da uporabna zadeva, če niste še slišali, mogoče se boste doma malo poigrali. Podobno kot čezmejno, gradimo sedaj za celo Slovenijo. Imamo CR projekt in portal vinograd.si že stoji. Neke modifikacije bojo še prišle, ampak tukaj je še nadgradnja, ki boste lahko videli vsako v bistvu tudi zemljevid leg, vinorodnih krajev in tako naprej, pa satelitske posnetke svojih leg, meteorološka postaja za vsak vinorodni okoliš, tudi za Štajersko lahko primerjamo, ne vem, Pavsko dolino z Štajersko ali pa Dolenjsko, se pravi, tudi ta primerjava bojo omogočene. Če pogledamo, kaj svetovna literatura pravi na spremembe, ki se dogajajo, recimo ena študija iz Francije, juga Francije, iz pokrajine Languedoc, zadnjih 40 let, vidimo naraščanje alkohola, če je bilo leta 84 11, imamo zdaj že v bistvu okrog 14 volumskih procentov. pH nas skrbi, pH narašča in padec kislin. Se pravi, to so dejstva, ki so se zgodila. Podobne študije kažejo v Avstraliji, če smo leta 84 imeli pH belih vin 3,21, je sedaj pred 10 leti, recimo do 2014, je že 0,1 zrasel pH v povprečju, tudi rdeča iz 3,42 na 3,62 in to nam spreminja v bistvu karakter vina, pa tudi, če imamo visoke pH-je, slabšo mikrobiološko sliko. Podobno so tudi kolegi pri nas na inštitutu malo pregledali situacijo od 2000 do 2010 za Chardonnay v Vipavski dolini, če je bil pH 3,45, imamo zadnjih 10 let od 2011 do 2020 pH na 3,5, 3,53, 3,54, podobno z Laškem Rieslingu, se pravi, nič novega, kar pokažejo svetovne študije, se dogaja tudi pri nas. Se pravi, podnebne spremembe negativno vplivajo tako na produktivnost, količino pridelka in kakovost samega grozdja in vina. Imamo ekstremne sušne strese, primer 2022, terase na Vipavskem. Imamo ekstremne ožige, ker imamo na južni ali pa na zahodni strani grozdje popolnoma ožgano, to je sicer primer iz Makedonije, ter primer padavin, ko pride naenkrat ogromen vikend padavin avgusta. Kaj se zgodi? Jagode začnejo pokati, pride botritis in imamo spet novo poslabšanje. Sicer botritisa pri nas toliko ni, ampak nekatere sorte, kot mogoče kakšna barbera ali pa refošk, se lahko zgodi, oziroma refošk je bolj problem pri ožigih. Zbrali smo eno razpredelnico, kateri so pojavi, ki se nam pojavljajo in kako vplivajo na vino, te pojavi podnebnih sprememb, se pravi, kot sem rekel, ožigi grozdja, ki zmanjšajo sortnost, zmanjšajo aromatiko, dvigujejo pH, sušni in toplotni stres, poveča starikavost vin, alkohol in tako naprej. Dogaja se čas trgatve, ki se nam krajša, se pravi, vedno prej gremo v trgatev, kot smo šli 30 let nazaj. In še nekaj za našo Vipavsko dolino, zadnji teden, zadnjih 10 dni,
prihaja zaradi burje do velike koncentracije, izsuševanja in to potem se včasih zgodi, da pride do ekstremnih dvigov sladkorjev, ne zaradi same fotosinteze, ampak zaradi izsuševanja in imamo potem, bi rekel, premočno alkoholna vina. Obidne padavine, ki se ne pojavlja botritis ali pa če je toča, recimo, problem je tudi nizek fermentabilni dušik, jan, ki pač negativno vpliva na fermentacijo, tudi požari lahko zaradi svojega dima negativno vplivajo, ker ti ostanki dima pridejo na grozdje, se nalimajo, pa potem gredo v vino. To je bolj problem v Avstraliji pa v Kaliforniji, kot zaenkrat pri nas, ampak na Krasu je bil, vemo, 2022. Naprej imamo pozne spomladanske pozebe, imamo zgodnejše razvoj fenoloških faz, nizki ekstrakti in tudi toče. Vemo sam primer lanski 2023, ko je kar veliko območje prejela, to je bila sicer julijska, ampak primer je potem lahko, bom pokazal, če prije kasneje toča, kaj se zgodi. Zdaj, kako se boriti proti recimo pomanjkanju vode? Verjetno na naših terasah, flišnatih terasah bo nujno namakanje vinogradov, ampak ne govorimo o namakanju, ker vinska trta potrebuje zelo malo vode dodatno, ki jo dodajemo in izraz, ki ga uporabljamo, je deficitno namakanje, se pravi minimalno namakanje, ker nekateri govorijo, namaka se koruza, vinogradi se ne namakajo, so zelo majhni porabniki vode. Dve vprašanji, ki vinarja zanimajo, je kdaj začeti ter koliko vode dodati. Tu vidimo dve stvari, ki mogoče potrebno jih doreči. Se pravi, kdaj začeti namakanje, lahko vidimo iz sušnega stresa. Imamo Šolanderjevo komoro, se pravi tlačna komora, dodamo list, damo v komoro, potem uvajamo tukaj nadtlak pod dušikom in gledamo, pri katerem nadtlaku vidimo prvo kapljico vode, ki gre ven iz peclja, se pravi kontratlak, da vidimo, kako močno je voda vezana in očitamo pritisk v megapaskalih, oziroma v tem primeru 1,1 pomeni 10 barov, potrebujemo, da iztisnem prvo kapljico vode ven iz lista. In glede na te vrednosti imamo indikator sušnega stresa, se pravi brez stresa, blag sušni stres, miren, močan in ekstremen. Kaj si želimo? Recimo pri belih in roze vinih želimo med blagim pa zmernim sušnim stresom držati vinsko trto. Seveda junija želimo malo več vode kot julija in avgusta, medtem ko pri rdečih želimo pa malo več stresa, ampak še zmeraj med zmernim in močnim stresom, ne pa ekstremnega stresa. Pravi, to je tisti ideal, ki ga nekako vinogradniška tehnologija oziroma raziskovalci priporočajo in dajo najboljša vina. Se pravi, če to naslikamo čez obdobje, si želimo nekje biti v rumenem, oranžnem, nekje zmeren sušni stres, ki nam da najboljši rezultat. Tudi po listju bomo potem videli zmeren ali pa brez stresa različne odzive na vinske trte. Nekaj slabo začne. Okay. Se pravi, pred samim namakanjem je dobro preveriti potencial vinske trte. To komoro imamo ali pri nas, ali jo ima kmetijski zavod, lahko pokličete, pridemo zmeriti, da vidite, kje ste, ali je sploh potrebno namakati. Ker velikokrat, ko grem na teren, nekateri, recimo na Krasu, so namakali, ko sploh ni bilo še stresa. Zakaj bi trošili vodo, če ni potrebna? Pa tudi slabši rezultat bomo dobili, če bomo preveč vode dajali. Tako da tukaj vidite recimo ista vinograde v dolinske, pa terasaste. Seveda relief, bomo videli kasneje, terase pospešujejo stres v primerjavi z dolinskimi, ampak tudi med samimi dolinskimi vinogradi, dva vinograda tukaj vidimo v stanju brez stresa, dva sta že med zmernim in močnim stresom, se pravi, je dobro preveriti, preden začnemo namakati. Kar v naših projektih ugotavljamo, je tudi primerjava med standardno metodo, se pravi tem Šolanderjem, ki je malček zamudna, moramo priti v vinograd in tako naprej, in primerjava z
letalom, ki montiramo hiperspektralno kamero, dronom, kjer montiramo multispektralno kamero, ter satelit, kjer iščemo najhitrejšo metodo, dovolj dobro metodo, ki napove, kakšen je naš stres. Ker recimo satelit, trenutno Sentinel ima nažalost dostopno 10x10 metrov resolucijo, mogoče malo premalo. Zelo natančno si lahko pomagamo z droni, ampak preletati vinograd z dronom ni problem. Največji problem je tu obdelava podatkov, ker rabiš zelo močne računalnike, traja celo noč, cel dan, da dobiš ti te prave korelacije ven. Ampak študije se delajo, jaz mislim, da v 10 letih bomo imeli ali drone ali pa letalo ali pa močnejše satelite, kjer bomo sem šli na internet, pogledali naš vinograd in videli, v kakšnem stresu je naša trta. Drugo vprašanje, ki vinogradnika zanima, koliko zdaj te vode dodajati. Nekateri malo od oka namakajo, ampak najbolj, kar se v praksi uporablja, je izračun litrov ali pa milimetrov, se pravi iz evapotranspiracije. Pogledamo na recimo portal, ali je to Aquavitis, ali je to agrometeorologija, kakšna je tedenska evapotranspiracija v 2022. V 3. tednu julija je bila evapotranspiracija 30 litrov na kvadratni meter. In nekako zelo dobre rezultate pri rdečih smo dobili, ko smo delali različne poskuse skupaj z dr. Sivelotjem iz Univerze v Vidmu. Ko smo nadomestili 20% vode evapotranspiracije, se pravi okrog 5-6 litrov na kvadratni meter, mogoče pri belih rajši gremo malček več in nadomestimo 50% evapotranspiracije, se pravi v tistem tednu nadomestimo 15 mm. Ponavadi, če hočemo biti bolj natančni, še od te evapotranspiracije odštejemo padavine, tako da vidimo, kakšen je v bistvu ta deficit. Kar bomo v nadaljevanju v letošnjem letu in naslednjem letu testirali, je pa software, v bistvu modelni software iz Francije, kjer glede na meteorološke podatke, se pravi, ta software se veže na meteorološko postajo v bližini, dodamo parametre vinograda, tla in tako naprej, in on napove, v kakšnem sušnem stresu je tvoj vinograd. In mi na začetku sezone mu rečemo, napovej nam, koliko namakati, če hočeš zmeren ali pa močan sušni stres tekom sezone. To bomo zdaj testirali za vipavske terase, pa tudi v Brdih. Se pravi, program bo napovedal, koliko litrov dodati, v kakšnem stresu je trta, mi bomo pa šolanderjem preverili, če ta program res dobro dela ali fejka, ali je dober. Tako da za te zadeve nas mogoče spremljajte prek v okviru tega našega projekta. Imamo projekt Irigavit in vse te orodja, Moderna, Facebook in Twitter, in boste malo videli te naše poskuse, ki jih bomo izvajali v Brdih, v Vipavski dolini, na Flišu, se pravi na terasah, ker tam bo verjetno čez nekaj let ali pa desetletje namakanje verjetno nujno, če želimo te lege obdržati in imeti nek normalen, ekonomičen pridelek. Drugi problem, ki ga prenašajo podnebne spremembe, so obilice padavin, ker če recimo pade v času dozorevanja ogromna količina padavin, nam se pojavi botritis. Kako to spremljamo? Mi že v moštvu vidimo, kakšna je okužba iz glukonske kisline in glicerola, se pravi v zdravem grozdju imamo glukonske kisline okrog 0,5, nekje toleranca do 1 gram na liter in podobno tudi za glicerol. Se pravi, če v grozdju detektiramo večje količine glukonske kisline, vemo, v tem vinogradu je bilo veliko botritisa. En primer iz 2019, ko en teden, 10 dni pred trgatvijo, 13. septembra prišla toča tam v bližini Založ, tukaj teh delih vinogradov, in čez en teden, ko smo merili glukonsko kislino, se lepo vidi, kje je bila toča. Se pravi, Merlot v Bičah, Bernadovc pa Želodi, Ingmajna, ta del, kjer je bilo toče več, je bil pojav potem precej več botritisa in tudi teh markerjev od botritisa, tako da analitika pokaže hitro. Kako se zdaj proti temu botritisu, če bo prišel ali pa če so take sorte boriti?
En agronomski ukrep, zelo dober, tudi Melita pozna, ker je za svoj doktorat natančno študirala pri modrem pinoju, je zgodnje razlistanje grozdja, se pravi v zgodnji fazi razlistamo 5-6 baznih listov, zalistnike pustimo, v bistvu naredimo kot nek šok na trto. Kaj se to zgodi? Ob cvetenju je manj teh oploditve teh jagod, pride bolj rahel grozd in potem posledično manj botritisa. To je en primer letos v Makedoniji. Grozdje je razlistano, ter kontrola, kjer nismo razlistali, se vidi recimo na vrancu pojav botritisa. Zakaj? Ker tukaj je bolj jagode jih je manj, bolj raztrosene, niso tako zbite in se lepo obdržava pridelek. Če gremo naprej na teruar, ker vsi govorijo o teruarju, vemo, da je to vpliv klime, vedno je vpliv zemlje, ampak nas zanima naš vinograd, kaj je pod našimi koreninami, zakaj je to pomembno, ker to vpliva na celoten proces rasti, dozorevanja, stila vina in tako naprej. Imeli smo eno doktorsko nalogo, Lenka Mihelčič, naša mlada raziskovalka, je doktorirala na temo preučevanja reliefnih parametrov in talnih parametrov tukaj v Vipavski dolini, sicer na sorti Merlot, ampak zanimive so izsledki teh profilov. Kaj smo primerjali? Mi smo primerjali dolinske vinograde, se pravi označeno zeleno, ter vinograde na flišnatih terasah, dva popolnoma različna reliefa, dve popolnoma različni zgodbi. Pravi, tukaj ta del okrog Doromerka, Založ, Brnika, spravi ožje območje, da je klimatsko enakomerno, terasasti vinogradi, dolinski vinogradi, tukaj dolinski, pa naprej v Braniku, ter terase okrog Doromberka in Zalošč. Tukaj je bil somentor dr. Vrščaj, naš pedolog na Kmetijskem inštitutu, in se lepo vidi te naše skladovnice fliša, tipika naših vipavskih teras, pa tudi v Brdih govorimo o flišu, se pravi, kjer se izmenjujeta lapor in peščenjak, in to nekako determinira rast vinske trte. Kako, bomo videli kasneje. Primer recimo izkopa iz terasastega vinograda, pa dolinskega, in takoj vidimo, kakšne so razlike, se pravi bogata zemlja, pa bolj revna tla, in prav iz te recimo teras. Tukaj je zelo hiperskeletni fliš. Kaj pomeni hiperskeletni? Da je tukaj mogoče samo 20% zemlje, vse ostalo je skelet. In ta skelet povzroča, da voda drenira in je trta v bistvu zelo čez celotno sezono v močnem sušnem stresu. Tukaj vidimo korenine, kako najdejo svojo pot do vode. Na drugi strani pa dolinska tla, bogata, več humusa, več gline, več zadržujejo vode in trta redko pride v sušni stres. In tu sta popolnoma dve različni zgodbi, ki se potem odslikata v samem kozarcu in strukturi grozdja in vina. Že sama fenologija je drugačna na terasah. Tukaj vidimo isti dan, terasast vinograd že brsti, medtem ko dolinski, kjer je bolj hladno, temperatura zemlje je bolj hladna zaradi večje vsebnosti vode, pa je v bistvu cel teden razlike. In ta teden razlike se vleče v bistvu do trgatve, tako da imamo na terasah en teden bolj dozorelo grozdje kot recimo taninsko ali fenolno zrelo kot v samih dolinskih vinogradih. Tudi obarvanje, se pravi ta faza verasion, začne teden prej na terasah kot v samih dolinah. Nas je zanimal vodni potencial, se pravi primerjava teras in dolin. In tukaj vidimo lepe razlike, se pravi 2019-letnik, 2020-letnik, kako so že pri koncu junija, 24. oziroma 1.7. je to, vidimo terasasti vinogradi so že v kar med zmernem in močnem stresu. Medtem ko dolinski
pa so v blagem stresu. Spravi razred ali pa 2 razlike in to v fazi, ko trta potrebuje vodo za to, da se celice delijo, da pride do rasti in glede na to, da je tukaj trta v sušnem stresu, bo manj delitev celic in posledično kasneje ob trgatvi bo jagode manjše. In če so jagode manjše, imamo več soka in potem večje razmerje kožica pa sok ali pa peška sok in zato več taninov, več polifenolov v teh vin, kjer je bilo grozdje na terasah. Drugi pomemben parameter, ki bi se ga splačalo uvajati, je nalaganje kopičenja sladkorja v sami jagodi. Zelo preprosto orodje, kjer potrebujemo samo v bistvu refraktometer pa izmeriti maso jagod, da lahko sledimo nalaganje sladkorja v sami jagodi. Parameter, ki ga je uvedel profesor Deloire, pa tudi tukaj Guillaume pa Katja, so z njim to kar precej raziskovali in mislim, da bi bilo med našimi vinarji to zelo pametno uvesti, ker je preprost indikator in nam pove, kdaj v trgatev. Zakaj se gre? Ko grozdje dozreva, se sladkor kopiči iz fotosinteze in potem pridemo do nekega platoja, kjer ni več kopičenja nalaganja iz fotosinteze, ampak se nalaga zaradi dehidracije, zaradi sušenja. Ampak mi ponavadi potem lahko očitamo tisti datum, kjer je konec nalaganja in glede na število dni po tistem datumu gremo v trgatev, zato da ujamemo najboljši aromatski potencial. Da ne gledamo, da bomo čakali sladkorje še 1 teden, še 2 tedna, potem, ko bomo šli trgati, pa ne bo več arom. Ker en primer je tukaj recimo na Savignonu, južna ekspozicija, terase v Šmarjah, konec nalaganja je bil 30. avgust letos. Drugi vinograd čez hrib v Dolenjah, proti severu obrnjen, bolj rodovitna zemlja, Savignon, konec nalaganja 5.9., se pravi 6 dni, 1 teden kasneje, točka nič. Zakaj je to pomembno? Gremo naprej. Zato, ker od točke nič naprej se aromatski potencial spreminja. Če gremo trgati ob platoju, ob točki nič, bomo pri Savignonu imeli bolj sveže tropsko sadje. Če počakamo 5 dni, bomo prišli bolj dozorelo tropsko sadje. Če bomo trgatev še malo počakali, 10 dni, bomo prišli v neko nevtralno območje, kjer je najslabša aromatika. In tukaj, če gremo 10. trgati oba vinograda, smo enega ujeli, tistega, ki je obrnjen proti severu in več kasneje točka nalaganja dosežena, drugega pa aromatsko izgubili. Zato je pomembno, da pregledamo, kje vinograd leži, kakšna so tla in odziv ta metabolizma je, mislim, nalaganje sladkorja zelo dober indikator in bi ga tudi priporočal vsem vinogradnikom, vinarjem. Zdaj, toliko o prvem sklopu, drugi sklop gremo v klet, se pravi, bomo pogledali nekaj tehnologij, o precizni enologiji. Kaj to je? V bistvu gre za nek nov pristop, nova znanja, kjer natančno za vsak korak opredelimo in dodatke in analitiko si pomagamo s tem, da vsak detajl izboljšamo v naši predelavi. Se pravi s ciljem doseganja stila vina, ki ga želimo pač doseči. Nekdo hoče sveže vino, bo pač peljal tehnologijo, detajle za izboljšanje svežine vina. Nekdo bo hotel oranžno vino, bo pač peljal detajle v to drugo smer. Ampak pomembni so, detajli so ključni. In si bomo pogledali vse te 3 faze od predelave, fermentacije in zorenja. Ne vem, koliko vinarjev pogleda po pecljalniku, koliko je poškodb iz samega peclja. Boste rekli, vse je v redu, ni potrebe, ampak vsake minimalne poškodbe dajo neka negativna ekstrakcijo negativnih spojin. Če pridejo peclji poškodovani, zlomljeni, odtrgani, pride teh zelenih arom, C6 alkoholov, več v mošt in potem v vino, kot če so celi grozdi. Lahko pride več metoksipirazinov,
tam, kjer jih ne želimo. Se pravi, tehnologija ne bo čim bolj nežno pač razpecljevanje in dobri, najnovejši sodobni pecljalniki manj poškodujejo peclje in ločijo že ostanke teh pecljevin, se pravi, jagode padajo tukaj skozi te rolerje, medtem ko peclji ostankov letijo ven. Če jih ni v našem posodu, potem teh ostankov pecljev pa slabih arom in taninov, fenolov ne bo potem v našem vinu. Drugi korak, pomemben, hlajenje grozdja. Ni samo pomembno hlajenje mošta, ampak gremo še en korak prej, hladimo tudi grozdje. Zakaj bi hladili grozdje? Zato, ker če gre ohlajeno grozdje na stiskalnico oziroma še prej na pecljevalnik in zdrozganje, bo stopnja oksidacije manjša. Zato, ker pri nižjih temperaturah encimi počasneje delajo. In v razmerah, ki jih imamo, da se pH vedno višji, je hlajenje grozdja en dober korak, kako zmanjšati oksidacijske encime, ker ko vemo, ko jagodo zdrobimo, mošt pride v kontakt s kisikom in začnejo se reakcije oksidacije. In ta poraba kisika, oziroma aktivnost tega encima, je pri 30 stopinjah trikrat hitrejša kot pri 10 stopinjah. In kaj naredimo, ko hladimo? Zmanjšamo aktivnost delovanja tega encima. In če recimo ne uporabljamo žvepla, je ta poraba kisika in oksidacije zelo hitra. Govorimo o minutah v moštu. Ti encimi ta kisik v narekovajih požrejo takoj. In potem se nov kisik iz zraka raztaplja in tako naprej. Mi smo že v Južni Afriki malo gledali, preučevali, kako hitro pada kisik in smo malo to mošt prelivali, da smo dobili malo več kisika raztopili, ampak zanimivo, v 1 minuti je padel ta kisik na 0, zato ker, kot sem rekel, encimske reakcije so zelo hitre, ki ta kisik pač encimi v reakcijah porabijo pri oksidaciji fenolov, ko govorimo o polifenoloksidazi. In recimo, če žveplamo z 50 mg na liter, to je recimo 10 gramov hekto bisulfita v žargonu, se poraba kisika v moštu skoraj da ustavi, zato ker iz literature vemo, da 50 mg SO2 na liter inaktivira 90% encima. En tak primer, mošt brez encima, merili smo porabo kisika, v 120 sekundah je v bistvu se porabil kisik, potem smo v isti mošt dali 50 mg SO2 in vidimo, kisik se počasi porablja, zato ker smo inaktivirali encim. In glede na stopnjo oksidacije mošta, potem imamo tudi različno sestavo in mošta in vina in stil vina in tako naprej, tako da zadeve glede oksidacije predfermentativne so zanimive in pomembne na sam stil vina. Kaj se dogaja? V bistvu imamo naše polifenole, ki niso oksidirani, in polifenoloksidaza in kisik jih oksidira v ortokinone, ti se potem vežejo naprej na druge fenole, kinone, in nastane rjavi produkti, kjer mi vidimo kot porjavenje. Zakaj je to problematično? Zato, ker recimo na kinone se vežejo tioli, ki dajo recimo v savignonu lepe tropske arome. In zdaj nas zanima, kako to ustaviti. Pokazali smo, da je temperatura, pokazali smo dodatek SO2 inhibira že na začetku encim, hlajenje inhibira encim. Ena druga zadeva, recimo hiperredukcija, pa odstrani kisik. In če ni kisika, ni substrata za to reakcijo in reakcije oksidacije ne bodo šle. To lepo med stiskanjem uporabljamo pri hiperreduktivnem stiskanju, ko imamo stiskanje v popolni atmosferi dušika ali pa CO2. S tem lahko zmanjšamo SO2, ohranimo boljše antioksidante in s tem boljšo dolgoživost. Kako to dosežemo? En primer, stiskalnica podjetja Škrl, kjer v bistvu mošt odteka v popolni atmosferi dušika in vedno, ko stiskamo, prihaja nov dušik v stiskalnico in moramo pa imeti pod 1% kisika v samem bobnu. Se pravi, iz 21, kolikor imamo v zraku, 29, pridemo pod 1%, da lahko rečemo, da imamo hiperreduktivno stiskanje. Tukaj je primer zelena, hiperreduktivno stisnen mošt, vse frakcije, 1 bar, 1,5 in tank,
so lepa zelena, klasično stiskanje pa že pri 0,4 porjavenje. Ni problem, da sem barva rjava, v ozadju je cel kemizem, cela kaskada reakcij, ki vplivajo na sestavo našega vina. In tudi, ko so vse frakcije v tanku, tudi če ni razlik, tukaj so se zgodile te reakcije, ki negativno pač, če hočemo tak stil vina, vplivajo. Mi smo potem analizirali hidroksicimetne kisline, vidimo recimo v klasičnem stiskanju 50 mg, v hiperreduktivno stisnjenem moštu vse frakcije skupaj 110 mg, se pravi 100% razlike. Te hidroksicimetne so antioksidanti, ki čuvajo aromatiko kasneje tekom leta ali pa ko bo vino v steklenici. Seveda so tudi nekateri hakeljci pri hiperredukciji, kot je pinking, kot je reduktivne arome lahko, tako da, ampak govorimo zdaj v teh pozitivnih zadevah. Koliko je oksidacije, lahko z analitiko tudi vidimo, če vi mi prinesete eno vino in izmerimo GRP. GRP je v bistvu produkt, ki nastane od oksidacije kaftarne kisline, ki se veže z glutationom. In več kot je GRP-ja, bolj je bila oksidacija v moštu močnejša. In tukaj so 3 kleti, ena dela zelo hiperreduktivno, druga nekje vmes, tretja pa klasično. In ta GRP ostaja tudi potem v vinu. In če mi izmerimo GRP v vinu, lahko povemo, kako, ali pa nakažemo, kako ste vi delali, kaj ste delali z moštom. Kot zanimivost. Glutation, še par besed, je v bistvu najmočnejši antioksidant. Pri hiperredukciji se ga več ohrani. Pomemben je, ker ščiti in ohranja arome. Pri nas smo tudi eno novo metodo postavili, tudi publicirali, tako da imamo tudi precej podatkov, koliko imamo glutationa v teh naših vinih. To je primer Sauvignon, 3 meseca po fermentaciji, z rumeno označeno tisti Sauvignoni, kjer je bila izvedena, da vemo, da je bila izvedena hiperreduktivno stiskanje. Če je bilo povprečje vseh 12, je bilo povprečje pri hiperredukciji 25 mg na liter. Se pravi, je v bistvu prvi antioksidant, ki vstopa v te oksidacijske reakcije in zato hitro pada pri klasičnem stiskanju. Kako pa zdaj izpeljati, recimo zmanjšati oksidacijo, če nimamo te hiperreduktivne stiskalnice? Ena uporaba, klasična je uporaba suhega ledu, se pravi, da damo v boben stiskalnice, ko rotiramo nekaj suhega ledu, ampak moramo paziti seveda, da nekaj varnostni ventil odleti, ker suhi led vemo, da je v trdni fazi in potem, ko ekspandira, nastaja plin, nastaja natlak. Novi programi ali pa novi pristopi k stiskanju grozdja. Klasično pred leti, 10 leti se je uporabljalo klasičen program, stiskalo do 0,2 bar, rotiralo, potem 0,4 rotiralo. Se pravi, v celotnem stiskanju je bilo kar nekaj rotacij. Te rotacije niso dobrodošle, zato ker ekstrahirajo nam preveč fenolov, taninov, preveč oksidacij pride in tako naprej. Tako da uporabljamo bolj nežne programe, ker v bistvu gremo lahko do 0,5, 0,6 bara, potem prvo rotacijo naredimo in potem gremo recimo do 1 bar, če je drozgano, ali pa če imamo celo grozdje do 1,4 in to je to. Se pravi, dvakrat lahko rotiramo tekom celotnega stiskanja, bomo zelo dobre rezultate imeli, ne pa da rotiramo 10-krat, kot se je včasih to dogajalo. Potem vprašanje je, do kdaj stiska, do kjerega natlaka. Tu si pomagamo z neko novo napravo, Poliscan. V bistvu gre za voltametrijo, kjer na tak čip nanesemo kapljico mošta, ko teče mošt iz stiskalnice, iz preše, vzamemo frakcijo, recimo 0,5 bar, 0,6 bar, potem ponavljamo, gremo spet 0,3, tako naprej in gledamo, kakšna je posredna vsebnost fenolov. In tukaj vidimo, pri 1,2 se nam vsebnost fenolov začne dvigovati in tukaj bomo rekli, tukaj ustavimo stiskanje in ostalo gre v prešence. Slabost je, da pač ti čipi so nek strošek, ne vem, 1 ali pa 2 evra na čip, ampak kakorkoli je eno tako dobro orodje za enkrat, dvakrat v sezoni preveriti ali pa večkrat, kdaj, do katerega natlaka stiskati.
Tu je en primer Chardonneja, tukaj recimo poliskan je pokazal dvig okrog 0,8 do 1 bar. Iste frakcije smo potem merili še s pH-jem, ker mogoče kdor nima poliskana, je zelo uporabna metoda tudi merjenja preprosto s pH-ja in tukaj vidimo recimo, če stiskamo do 0,8, se začnejo pH strmo dvigovati in tudi tukaj so se fenoli začeli dvigovati. Se pravi, tukaj začeli smo 0,345 in recimo stiskamo do 3,55, ostalo gre v prešenc. Ampak to ne pomeni, da bomo tu zgubili, ampak fermentirali posebej, odstranili tanine, polifenole z temi enološkimi sredstvi, kot so proteini graha, proteini krompirja, ki so zdaj na voljo, in potem blendali nazaj v samotok in tako v bistvu izboljšali in nič ali pa zelo malo zavrgli, se pravi. Nov, malo bolj natančen pristop. In tak. Če gremo naprej, grozdje smo stisnili, gre na sedimentacijo. Vprašanje, ki se pojavlja, koliko sedimentirati, koliko naj bo mošt bister ali moten, kaj dobim pri določenem bistrenju. Mi nekako merimo NTUs, to so s turbidimetrom, instrument za merjenje motnosti, preverjamo, koliko je moten mošt in nekako target nam je med 100 in 200 NTU. Tukaj na vaši levi je recimo 500-700 NTU-ja, tukaj na vaši desni je prebister mošt, je pa okrog 30-40 NTU-ja. Tukaj smo koristili te encime, se pravi pektinaze, ki razcepijo pektin in mošt se v 24 urah, ko se hladi, se lepo sesede, tukaj pa je brez pektinaz. Nekako, če imamo malo bolj motne mošte, bomo imeli malo večjo polnost, več tiolov, mogoče manj estrov, malo več žveplovih H2S not merkaptanov, kvasovke bojo lažje delale, kot pa če imamo zelo bistre mošte. Predvsem je problem prevelika bistrost pri flotaciji, moramo potem uravnati, da dobimo neko želeno motnost, ampak v tem primeru bomo imeli pa malo več estrov, malo več svežine, mogoče malo manj polne vine in mogoče malček več problemov z kvasovkami, ker je pač prebister in veliko sterolov, so Francozi zdaj pokazali, gre v droži in steroli so pa nujni pri sami poteku fermentacije za samo kvasovko. Nek dodaten tehnološki postopek, ki se uveljavlja ali pa uporablja, je stabulacija mošta. Se pravi, kaj tukaj delamo? V bistvu mešamo droži pred fermentacijo od 5 do 10 dni. Se pravi, če gremo nazaj, te droži tukaj spodaj enkrat na dan mešamo in to traja 5 do 10 dni, zato da te prekurzorje arom, ki so recimo šle v droži, vračamo nazaj in nekako obogatimo naš mošt. Kako preprečimo fermentacijo, tako da hladimo, se pravi, vse skupaj ohladimo od 0 do 4 stopinj Celzija, lahko si pomagamo tudi z temi nesaharomice s kvasovkami, ki nekako, recimo mečnikovja, nekako pomagajo, bremzajo, da ne začne fermentacija. Ampak iz izkušenj vidimo precej boljši aromatski tiolni profil, polnost in nekako tudi več tiolov pridobimo za uporabo te stabulacije. Se pravi, malo drugi stil vina dobimo. Slabost so reduktivni voni, poveča se možnost H2S-a, poveča se možnost merkaptanov, tako da moramo paziti, zakaj pride do tega. Zato, ker verjetno predvideva se, da elementarno žveplo, ki ga vinogradnik koristi proti oidiju, se ponovno raztaplja v mošt in to elementarno žveplo je tudi vir za tiole, zanimivo. Elementarno žveplo se najprej reducira v H2S, H2S se veže na heksanal, ki pride iz oksidacije maščob, na koncu dobimo pozitivni tiol, ki lepo diši po tropskem sadju. Ampak elementarno žveplo tvori tudi H2S, kot sem rekel, in če ga potem preveč, gre tudi v negativne merkaptane. Pri nas smo postavili tako preprosto, oziroma uvedli preprosto metodo analize elementarnega žvepla. Tukaj so ostanki elementarnega žvepla v malvazijah, tukaj je Savignon, nekako
primerljivo z svetovno literaturo. Ampak, kot sem povedal, več ko bo elementarnega žvepla, imeli bomo več tiolov, ampak imeli bomo tudi več negativnih merkaptanov. Tukaj je primer, cela kaskada teh merkaptanov obstaja v kvasovkah iz metabolizma cisteina, metionina. Pri nas smo ravno pred kratkim, pred mesecem, dva, uvedli metodo za analizo H2S-a in nekaterih merkaptanov ter dimetilsulfidov z novim instrumentom, plinskim kromatogramom, z SCD detektorjem, ki je samo za žveplove spojine in bo delal samo za to metodo. In če bo kdo imel naslednjo trgatev ali pa zdaj, če ima probleme, metoda dokaj enostavna. Izmerimo, tu je en primer, en problematični Savignon, ki je imel 4-krat več med zaznavnim pragom H2S-a, metilmerkaptana, etilmerkaptana, kot je zaznavni prag po sami literaturi. Tako da naslednja 5-letka bo verjetno študija teh negativnih arom, ker vidimo iz teh podnebnih sprememb, da je to vse večji problem in je dobro malo več vedeti in to sanirati. Če gremo naprej še nekaj o sami fermentaciji, vemo, da imamo prekurzorje v grozdju, da jih kvasovke transformirajo in dobimo pač našo aromo vina. Kar me tekom tega desetletja zmotilo, je zelo nizki fermentabilni dušiki pri nas. Splošno, če pogledamo šardoneje Vipavske doline iz Vipavskih teras, nekje od 90 do 120 mg na liter fermentabilnega dušika, medtem ko na drugi strani šardoneje v Makedoniji med 170 in 400 mg na liter fermentabilnega dušika. Zdaj, zakaj je to? Verjetno je več razlogov. Nekaj je sigurno matična podlaga, naš fliš in terase, ampak tudi dolina ni nič kaj boljše, mogoče je 20 mg več. Verjetno bo treba pogledati management obdelave tal, management gnojenja in tako naprej, ker to so res zaskrbljujoči in nizki fermentabilni dušiki. Boste rekli, lahko si pomagamo s hrano za kvasovke, ja, ampak arom bo manj, če učinek je manjši, če mošt ne prinese sabo fermentabilnega dušika, ni isto, kot če ga dodajemo. En primer, naša študentka Zorica Lelova, delamo skupaj na študiju dodatke hrane za kvasovkah. Tukaj je en primer Savignona z nizkim fermentabilnim dušikom, start na 124 in potem kako sladkori padajo, tukaj v okvirčku pa kako padajo vsebnosti fermentabilnega dušika. In kaj nas je zmotilo ali pa zaskrbelo, da na 80% fermentacije imamo samo še 18 mg fermentabilnega dušika. In kaj se je potem izgubilo? Stack fermentation, imeli smo 6 g nepovretnega sladkorja. Tako da zdaj uvajamo na nekje 80-90% fermentacije, uvajamo analiza fermentabilnega dušika, zato da vemo, ali dodati, ali smo zelo kritični, ali pa imamo dovolj. Nekje smo merili, pri nekih sivih pinojih je bilo še 80 mg na liter, tam sigurno hrane za kvasovke ni potrebno dodajati. Tako da spet nek nov pristop, ki malček olajša, da bomo imeli boljšo fermentacijo. Da imamo boljšo fermentacijo, uvajamo tudi kisik. Zakaj kisik? Ker kvasovke potrebujejo kisik za sintezo sterolov. Z dodatki kisika zmanjšamo redukcijo, se pravi H2S v samem moštvu in kasneje v vinu. In če kombiniramo kisik in hran za kvasovkah, lahko precej zmanjšamo potem H2S in merkaptane kasneje v vinu. Spet, koliko so ti dodatki, načeloma gledamo po literaturi, okrog 4 mg na začetku fermentacije, ker takrat kvasovka se množi, potrebuje sterole, potem pa po potrebi. Če je pač vino reduktivno, na nos zaprto, dodajemo, ampak nekako več kot 15 mg ni zaželjeno. Druga stvar so pretoki, zelo pazljivi moramo biti. Po fermentaciji, ko se kvasovke usedijo, vidimo, tukaj se začne ta redukcija H2S in vedno vohamo na spodnjem ventilu, ko zaznamo kakšne čudne vonje, H2S pretok, brez zraka, samo da odstranimo pač stran od teh drožij, ki niso zdrave. Kontrola fermentacije temperature, to že vsi poznate, uporabljamo že večinoma vsi vinari tle okrog že desetletja. Nič novega boste rekli, ampak kar je v bistvu pomembno je
temperatura potem čuvanja vina. Zakaj? Tukaj so primer raztopljenega CO2 v različnih stilih malvazije. Sveži stil malvazije okrog 1 gram na liter raztopljeni CO2, zrel, se pravi v lesu 0,7, tradicionalno oranžni, recimo 0,3 grame na liter raztopljenega CO2. Ta CO2 pač pride od fermentacije. Na vinarju, enologu je, da ta CO2 ohrani, če želi imeti bolj sveža vina. Zato je pomembno, da tudi čez poletje vina hladimo in nič novega, v bistvu, če boste šli v Avstrijo ali pa tukaj čez mejo v Furlanijo, boste videli avgusta meseca vina temperatura 12-13 stopinj. Se pravi, s tem, ko hladimo vina, ko so na nižjih temperaturah, ohranimo CO2 in potem posledično je tudi manj starikavosti, več estro zadržimo in tako naprej. S kolegi z Loreno in Centrom za raziskave vina tukaj smo imeli projekt na nesaharomicih kvasovkah, spet nov pul se nam odpira, nova zgodba ali pa stara zgodba, ker spontane fermentacije ali pa priprava nastavka, da greš 5 dni v vinograd, ni nič novega, ne? Kar mi gledamo je posamezne, kaj kvasovke te nesaharomice nam dajo. Uvaja se tudi izraz biokontrola, kjer v mošt dodamo mečnikovijo, torulasporo, zato da vežejo kisik in pač nadvladajo drugo mikrofloro, če imamo kakšne hladne maceracije. Nas je pa zanimalo, katere recimo izbrane nesaharomice kvasovke, kako vplivajo. Iz tega nabora, ki ga ima tukaj center, mogoče 100 različnih, koliko imate, smo nabrali ven 5 najbolj obetavnih in teh 5 potem študirali, tako da smo dodali najprej nesaharomice kvasovko na začetku fermentacije, da je bilo koncentracija 1 milijon na mililiter in potem po 3 dneh smo dodali še saharomice cerevisiae. Se pravi, tukaj so samo cerevisiae, te prve krivulje, tukaj pa nesaharomice in po 3 dneh smo dodali to saharomice cerevisiae, zato da lažje zaključi, ker te nesaharomice kvasovke odmrejo pri nižjih alkoholih, razen torulaspora zdrži do 10 recimo. Ampak kljub temu, da malo fermentirajo, naredijo svoj fingerprint metabolitov. Po 3 dneh smo pod mikroskopom videli in glavni so prevladovale tam, kjer smo jih dali tiste pač nesaharomice, ki smo jih dodali. Zanimiva sta 2, ki smo jih na novo odkrili, oziroma našli. Torulaspora delbruki, sev iz Vipavske doline, izolirani stav tukaj okrog z naših vinogradov, ter ena kraška kvasovka Cluveromyces dobčanski, ki so jo našli v tleh, v bistvu na krasu v Jarini, rdeči zemlji. Tudi nepoznana v enološkem svetu, ampak zelo dobre rezultati pri tiolnih sortah, pri savignonih. Namreč vsaka ta kvasovka naredi svoj fingerprint estrov, metabolitov, ki pač vpliva na sestavo grozdja. Mi jo pustimo 3-4 dni, oddela svoje, da neko kompleksnost, tvori neke estre, tvori tudi tiole in to potem da neko kompleksnost. In pač mi smo gledali vse te analize. Nas je najbolj seveda zanimalo potem na koncu rangiranje teh vin. Se pravi, imeli smo 7 poskusov, vprašali degustatorje, rangirajte od najbolj sortnega ali pa najbolj kompleksnega vonja, najslabšega do najboljšega. Potem te vsote rangov sešteli in zanimivo, pri Sauvignonu najboljši rezultat dobili kombinacija Cluveromyces dobčanski, vina, se pravi kvasovka iz krasa, ter potem Saccharomyces cerevisiae, ki dokonča. Pri malvaziji smo imeli najboljši rezultat z torulasporo ter kombinacijo cerevisiae. Tako da smo potem v večjih 5-6 kleteh testirali tudi malo večje merilo, en barik vsaka kvasovka, se pravi Lorena tukaj pripravlja na cepla kvasovko v dovolj velikem merilu, se pravi ena tubetka za en barik, da smo dobili 1 milijon na mililiter. Počakali potem 3 dni, videli smo, da kako delajo v bistvu te pence lepe se zatvorile, čeprav sladkori niso padali, in potem po določen času dodali Saccharomyces cerevisiae in nekako, kot sem že prej povedal, zelo dober rezultat
100 Cluveromices pri Savignonih povečana tiolnost. In da zaključim še nekaj o zorenju, se pravi kontroliranje zorenja na finih drožeh in mešanje droži izboljša samopolnost, dolgoživost vina, namreč te odmrle droži batonaž so strašno dobri antioksidanti, tu ni ena spojina, to je stotine teh spojin, večinoma vsebuje cistein ali pa SH skupino, ki je zelo močen antioksidant in s tem, ko mi mešamo droži, v bistvu izboljšujemo ta antioksidativni potencial samega vina. Ter, kot sem že prej povedal, hlajenje vina, ki ohrani estre, ker estri na višji temperaturi, predvsem acetati, hitro padejo, hidrolizirajo. Če temperaturo znižamo, jih bomo ohranili dalj časa v večjih količinah. In s tem, ko imamo nižjo temperaturo, bomo ta raztopljeni CO2, ki je v vinu naravni, tudi bolj ohranili. Ter kontrola kisika med stekleničenjem. Imamo na voljo oksimetre, kar je problem še predvsem pri malih vinarjih, je ta oksidacija raztapljene kisika v sami flaši, namreč ko vino pada v steklenico, se kisik raztopi in zato moramo pač prepihati vino, da dobimo pod 1% čim manj kisika, tako da pade vino potem neko inertno atmosfero. Z NomaSense oksimetrom lahko merimo raztopljeni kisik, se pravi s temi optičnimi fibri preko stekla v samo notranjost montiramo, nalimamo senzorček, damo prazno steklenico na linijo in potem vidimo, koliko je raztopljenega in koliko je kisika headspace in vse skupaj seštejemo in dobimo total package of oxygen, koliko kisika naša linija dodala. Tako da gremo tudi v optimizacije polnjenja, kar je ključno, ker pijemo super vina iz cistern tanko, potem pa vinar napolni to vino, čez pol leta vino je izgubilo to lepe karakteristike in note. Za zaključek, se pravi, v spremenjenih podnebnih razmerah bodo ta nova znanja o preciznem vinogradništvu in enologiji nujna, kakorkoli. Večjo pozornost bomo mogli podati samemu teruarju, se pravi, boljše spoznati našo lego, naša tla. Zakaj? Da bomo potem lažje se odločili o samem namakanju oziroma porabi vode, o boljšem, natančnejšem določitvu časa trgatve in tako naprej, ali pa sami obdelavi tav za uporabo raznih teh trav in humusa in tako naprej. Hlajenje grozdja, ki zmanjša delovanje oksidacijskih encimov. Vemo, da so trgatve že avgusta in ne moramo stiskati toplo grozdje, ki pride iz 35 stopinj, ga bo treba čez noč ohladiti. Sodobni pecljalniki, ki odstranijo te zelene peclje in slabe jagode, imamo, ali je to ročno prebiranje, ali je polavtomatsko, ali je čisto avtomatsko, s tem vision sistemom. Boljše strategije stiskanja, boljši programi in ekstrakcije fenolov. Že pred desetletjem, ko sem govoril z enologom Concha Toro v Čilu, sem ga vprašal, kaj so najbolj pomembne stvari pri tehnologiji belih vin. Je rekel, oksidacija pa ekstrakcija. Se pravi, kontrola nekako oksidacije ter ekstrakcija fenolov oziroma samega soka iz jagod. Potrebujemo vpeljavo boljših programov, natančnejših, nežnejših programov. Ter vodenje fermentacije, se pravi, omenil sem problem fermentabilnega dušika, omenil sem novosti glede nesaharomices kvasov. Odlični rezultati so z spontanimi fermentacijami, vse več vinarjev ga prakticira, predvsem v kombinaciji z lesom, ter potem bolj natančno zorenje vina z boljšo kontrolo kisika ob stekleničenju. Tako da nekaj točk kot iztočnic, mogoče za razmislek, kaj se dogaja. Na koncu bi se zahvalil vsem podpornikom, ki podpirajo te naše raziskave, tudi projekte, smo kar nekaj jih pridobili. Pred 20 leti, ko sem začel na Kmetijskem inštitutu, je bila analitika bolj švoh, imeli smo NHPLC in star plinc, zdaj jih imamo že celo kaskado, tako da na srečo analitika potem podpira te naše raziskave in
s tem potem več vemo, kaj se dogaja, zakaj se je nekaj zgodilo in tako naprej. Tako da hvala tudi projektu, ki je to omogočil danes in hvala vam. Najlepša hvala, Klemen, za poučno in zanimivo predavanje, za koristno zbrane namige, za možne rešitve, za možne nove pristope k reševanju problemov in tudi za zelo pomembne detajle, ki glede na to, da se toliko časa že pogovarjamo o teh vremenskih spremembah in glede na to, da si vpet v prakso, me zanima, v kakšni fazi v bistvu v praksi smo, ali se zaenkrat samo še pogovarjamo o tem, da se je treba prilagoditi, ali opažaš, da se določeni, vsaj določeni, že intenzivno prilagajajo, že delajo na tem, imajo potrebno znanje oziroma v kakšni fazi so ta znanja pridelovalcev, da se sploh lahko začnejo prilagajati. Zelo težko reči, ker je odvisno od pridelovalca. Nekateri grejo lepo korak s časom, se prilagajajo. Kar pogrešam je bolj nekako sistemske ureditve. Nimamo, če pogledate, že čez mejo, mogoče 90% je pod namakalnim sistemom v Furlaniji. Medtem ko pri nas nimam, Vogršček šele začel delati. Mi razmišljamo pa, kako bomo vodo pripeljali do teras, ker verjetno s temi temperaturami brez vode ne bo šlo in vemo, da imamo najboljše vinograde ravno na terasah in jih moramo ohraniti za najboljše top vina. Tako da glede, jaz mislim, da korak je šel naprej, znanja in vinarje imajo vse več, je pa seveda povezano in s financami in s totimi problemami, ki jih imajo v kleti in s prodajo in vse skupaj. Tako da zadeve niso tako enostavne, ker mogoče smo premajhni, premalo specializirani, in mogoče je to slabost, drugače pa mislim, da znanje naši vinari kar imajo, sledijo, tako da se ne bojim. Hvala. No, en prvih problemov, s katerim smo se soočili in se soočamo, je padanje kislin v vinogradu, kar je seveda povezano z višjim pH-jem in tudi z slabšo učinkovitostjo žvepla, zlasti za mikrobiološke okužbe. In mogoče vprašanje, kaj pa lahko tu naredimo, glede na to, da s trendom, ki je napovedan, lahko pričakujemo povečanje teh težav. Ja, prognoze niso dobre. pH-ji rastejo in to je zdaj težko popraviti, mislim. Zelo enostavno je reči, bomo dodali kislino, bomo zadevo rešili, ampak na koncu iz prakse vidimo tam, kjer smo dodajali kislino, pitnost, balans ni več enak. Se pravi, ena prilagoditve bojo mogoče lege, ki so včasih bile kot slabe, bojo postale dobre, malo više, malo bolj severno. Mogoče s nekaterimi tehnološkimi postopki seveda, tudi kleti večje že uporabljajo kot te ionske izmenjevalce za znižanje pH, dodatke kislin, vinske, jabolčne, to se uporablja. Ampak jaz mislim, da imamo še precej rezerve v samem določitvu časa trgatve. Mogoče vinari malček še zmeraj tradicionalno gledajo, koliko je sladkor, ni še dovolj sladkorja, bom še malo počakal, no, zelo malo gleda pH in samo aromatiko. In mogoče, če bi šli en teden prej trgati, bi na okus imeli bolj polna vina, tudi če mi mislimo, da nam bo alkohol dal polnost, ni res, ker zgubimo pa mineralnost, pH-ji grejo gor, disbalans kislin se zgodi. Tako da prvi korak bo že bolj natančna trgatev, malo prej, če gremo nič narobe pri belih. Seveda vinarji bojo vprašali, alkohol ni dovolj visok. Jaz včasih ji rečem, rajši dodajmo 1 kilo sladkorja, čeprav ne bi smel tega reči, kot pa čakati. Ker ni dozorevanje samo sladkor, ampak bolj je pomembna aromatika, balans kislin. Govoril sem z novozelandskimi raziskovalci, oni so rekli, mi v Marlborough Valley gremo trgati, ko je 8 gramov na liter kislin v moštu.
ker smo ugotovili, pri tej kislosti je aromatika vin stil, ki ga želimo najboljši. Pri nas pa je nekaterim 6,5 že preveč, pa bomo še malo počakali, potem je pa 4,8 v vinu. Moramo vedeti, da 1 gram zgubimo v samem stiskanju, če še maceriramo in tekom zime nam precej pade. Tako da imamo še rezerve, preden gremo do dodatkov. Hvala. No, se mogoče nam bo pri izboru trenutka trgatve zdaj pomagalo tudi to spremljanje kopičenja sladkorja, ki se ga omenil, tako da to je ena od prihodnosti. No, bi pa zdaj prepustila vseeno še besedo publiki.